Malo reklame naredil. Ja, malo reklame. Si pozabil kavico omeniti. Sam Ajda ni v Luru. A je? Mislim, da ne. Oni so se razširili na sever. To je res. Domžale, Se boste Trzin. hmal. Še dva leti. Wow. A si slišal, Jankovič, zrihti. Pa sladek. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Pod strehco, ki nastaja v sodelovanju med Kritiškim posladkom, Posledkom in Zavodom 2/32. Gre za serijo epizod posvečenih poglobljenim predstavitvam sodobnih umetniških praks, ki ponovadi spremljajo razstavni cikel Eno delo. Ime podcasta se navezuje na strešico Circumflex iz imena zavoda in razstavnega cikla, ki jo simbolno predstavljamo v varno zavetje premišljenega umetnostnega pogovora Pod strehco. Tokrat epizodo snemamo kot epilog po dogodku. Posvetili se bomo delu vsiljivci umetnice Ajde Kadunc in situ, prostorski postavitvi z refleksivno hojo oziroma performativnim segmentom znotraj specifične krajine. Prva izvedba se je zgodila 13. avgusta 2025 v Gozdu v bližini Šentvida pri Stični, sprehod pa se je sklenil kot aktivna dopolnitev postavitve med drevesi. Kako se delo razvija skozi čas in ali se bo performativni del v prihodnje ponovil, ter kako se izkustvo prevede v širši umetniški kontekst, to razgrnemo v nadaljevanju. Z nami je tudi Adrijan Praznik, kurator in umetniški vodja zavoda, ki je projekt spremljal v ključnih fazah. Skupno bomo odprli vprašanje naslovnika tovrstnih del, zavestnega odmika od institucionalnih okvirov in načinov, kako se pomen gradi skozi izkušnjo, soudeležbo in čas. Dotaknili se bomo razlike med galerijsko prezentacijo in site-specific situacijo, kjer je delo neločljivo povezano z okoljem, vremenskimi pogoji in prisotnostjo obiskovalcev. Pogovor bova vodila Ernečo Čegerbec in Reja Vogrinčič. Specifično se bomo poglobili v razvoj Ajdine prakse od slikarstva do čezvrstnega oziroma interspecies instalacijsko-kiparskega dela. Dotaknili se bomo še izbire materialov, premislekov pri delih, ki niso namenjeni zgolj človeškemu gledalcu, ter vprašanja dostopnosti in razmerja med institucijo in neinstitucionalnim okoljem. Po uvodnem džinglu sledi kratek poglobljen opis dela, nato niz vprašanj z umetnico in kuratorjo, za konec pa še nekoliko bolj sproščena, a nič manj natančna skupna razprava. Vse reference, ki jih omenimo v epizodi, najdete spodaj v opisu. Hvala, da ste z nami. Lepo pozdravljeni. Poslušate, dobimo se pod strehco. To je tako gabno in rigidno, da nam zdaj le bruho. Delo vsiljivci umetnice Ajde Kadunc je site-specific postavitev in performance, ki je bila prvič izvedena letos poleti, bolj natančno avgusta 2025 v bližini Petrušne vasi, v Gozdu nedaleč od umetničinega doma. Celoten dogodek se ni začel s klasičnim odprtjem, ampak s hojo. Skupaj z obiskovalci in umetnico smo se odpravili na pot skozi del bližnjega gozda. Tako da je bil že sam prihod do končne lokacije pravzaprav del projekta. Hoja kot neke vrste meditacija, lahko pa bi se reklo tudi, da precej premišljen način vodenja udeleženca po prostoru. Preden se je performativni pohod začel, si je vsak od udeležencev z bližnjega kupa zloženega lesa izbral naključni predmet s priloženimi navodili za uporabo oziroma aktivacijo objekta. Nekateri so bili v bistvu bolj znanih oblik oziroma funkcij, kot so na primer kocke sladkorja, pa tudi manj znanih objektov, katerih namen je bil pred hojo še malce neznan. Predmet je nato vsak posameznik tekom poti nosil s seboj in sledil avtoričinim navodilom. Gre torej za delo, ki ni razstava v klasičnem smislu, ampak gre bolj kot ne za izkušnjo, v kateri umetnica, krajina in obiskovalci skupaj soustvarjajo proces in izoblikujejo neke vrste lastno narativo preko podanih sugestij. Znotraj že vnaprej določene lokacije v gozdu, do katere nas je vodila pot, je Ajda postavila serijo prostorskih struktur ali pa recimo temu elementov oziroma objektov, narejenih iz materialov kot so miceli, vosek, neobdelana, nežgana glina in les. Skratka, gre za materiale, ki bi jim lahko pripisali neke vrste minljivost. Med njimi se je našlo tudi nekaj takih, ki spominjajo na mejne stebre oziroma geodetske označevalce, a je v njihovem primeru njihova funkcija obrnjena. Ti stebri v gozdu ne določajo ozemlja, temveč ga raztapljajo. S časom se drobijo, upijajo vlago, prerasajo jih bo mah, vanj se bodo zalezle žuželke. Namesto, da bi to vrstni elementi ločevali, počasi postajajo gostitelji. V središču dela je vprašanje, kako razumemo pravzaprav to mejo? Kot ločnico ali kot prehod? Kot prostor stika? Umetnica pravzaprav v tem nadaljuje svojo slikarsko logiko,
ki jo v zadnjih letih postopno razširja v prostor. Njene slike ter tudi druga dela velikokrat izhajajo iz opazovanja rastlin, umetnih in bioloških struktur ter procesov razpadanja in prehajanja. Namesto pigmenta uporablja materiale, ki so živi, spremenljivi in odvisni od zunanjih pogojev. S tem se njena praksa premakne od reprezentacije k soudeležbi, od podobe k procesu. V teoretskem smislu delo odpira vprašanja etike skrbi, kako skrbeti za prostor, za nečloveška bitja in za odnose, ki jih vzpostavljamo. Kako razumeti umetnost kot obliko vzdrževanja in ne le posedovanja. V tej perspektivi vsiljivci niso le in situ postavitev, ampak tudi preizkus drugačne drže, biti gost, ne lastnik. Lahko bi se reklo, da so vsiljivci delo o prisotnosti, prehajanju in razpiranju meja in da Ajda v tem primeru ne gradi sveta, temveč ga posluša in se nanj odziva. Prostorska postavitev v gozdu se s časom spreminja. Potekajo procesi razkrajanja, na koncu pa lahko delo tudi povsem izgine. Prav v tej začasnosti se skriva njen poudarek. Umetnost tukaj ni artefakt, temveč dogodek, ki se dogaja med telesi, v okolju in v času. Ajda, vsiljivci so zavestno odprti tudi v bistvu nečloveškim akterjem. Med performansom je ena obiskovalka v bistvu podarila eno teh kot sladkorja in je bil tak nek bajslovni oziroma mističen trenutek oziroma čist nekaj posebnega, nepričakovanega pravzaprav. Tako da meni so se tam neka vprašanja odprla in recimo, ko ti razmišljaš na take posege, kako jih razumeš v okviru tvojega dela in so to zate sestavni del tega umetniškega dela oziroma procesa ali je to nek nepredviden zasuk, ki se ti je zgodil, ti mogoče fajn ali pa tudi ne. In kako se razmišlja o tem, da se umetniško delo pravzaprav razpusti v krajino, ne? Ker postane del okolja in kdaj po tvojem mnenju dela preneha biti umetnost in postane spet narava sama? Ja, taki trenutki se mi v bistvu zdijo zelo pomembni. Ideja je bila ustvariti nek okvir in situacijo, ki omogoča take mikrogeste, ne da bi jih jaz vnaprej določala. Tako da te situacije razumem kot razširitev dela, kot pač del njegovega trajanja in odzivanja. Pri projektih, ki potekajo izven galerijskih prostorov in pač ni mogoče ohranjati popolnega nadzora. Zato me zanima, kaj se zgodi, ko v delo vstopijo drugi, ljudje, živali, glive, ne nazadnje vreme. Vsaka intervencija spremeni delo, opozori na drugačne perspektive, na možnost soobstoja in prepletanja človeka, drugih vrst in prostora. Ta ideja, da pa delo počasi razpade in se zapiše v lokacijo, je bila pa prisotna že od samega začetka. Dela ne razumem nekako kot le objektov, ki imajo fiksno končno obliko ali pa morajo ostati večni in nekako že v fazi procesa sprejemam to nepovratno naravo materije. Tako da les, miceli, glina, vosek, vse to se nekako preraste, premakne in spremeni z obiskovalci pa vremenom. Tako da ne vidim zares določenega trenutka, ko bi delo prenehalo biti umetnost, ker se nekako postopoma integrira v okolje, izgublja svojo obliko. Tako da mogoče se mi zdi, da obstaja ravno v tem procesu oziroma v vseh odnosih, ki jih vzpostavi. Hudo, hvala. Dajmo še eno vprašanje za Adriana. Skratka, mi z Ajdo sodelujemo kot zavod 2/32 že od lani, torej 2024. To je bilo najprej na razstavi v Stran od kraja, nato pri Čutni mreži, kjer je postalo jasno, da njena slikarska praksa postopoma prehaja v prostor oziroma postaja nekako bolj prostorska. Tako rekoč tudi pravzaprav zelo terensko naravnana. Tam smo tudi prvič videli, kako se njen interes počasi premika tudi k raziskovanju gledalčeve izkušnje ali pa recimo neke vpetosti v delo, pa tudi na drugi strani, kako material postane vezivo za neke različne odnose v teh nekih situacijah ali postavitvah. Z zadnjim projektom se pa ta prehod končno tudi nekako malo bolj uresničil, ker je njeno delo izstopilo iz galerije oziroma pač je počasi se ta prehod res dejansko prestavil iz neke te bele kocke v drugo okolje, v popolnoma neznano okolje oziroma nam neznano okolje, mogoče Ajdi malo bolj in tudi seveda pač s tem v nek drug kontekst. Adrian, kako je recimo tvoja vloga oziroma kako se tvoja vloga spremeni, ko delo ni več fizično zamejeno ali umeščeno v zavetje
nekega tega galerijskega prostora, ampak se začne dogajati v nekem zunanjem okolju, torej v nepredvidljivem, živem, v zunanjem smislu neke narave ali ni več zamejeno z nekimi stenami. Hvala za vprašanje. Mogoče čisto praktično. Sodelovanje z Ajdo leta 2024 je rezultiralo v razstavo Stran od kraja. To je bila predprodukcijska razstava, oziroma tukaj je Ajda ta svoja umetniška dela, kjer je šlo za slike, šlo je za objekte, lesene objekte, miceli, tudi neke najdene materiale, gradbeno mrežo in tako dalje. In v bistvu ves ta arzenal teh del imela že narejen. In sva izhajala pravzaprav iz portfolija, na podlagi katerega sva naredila neki izbor glede na prostor, na velikost prostora in tako dalje. Takrat se je nekako začela postopno oblikovati neka teza, mogoče celo bolj razmislek, da so določena dela inscenirana kot instalacija, kot postavitev znotraj specifičnega okolja, ali pa da gre pravzaprav za fotografije, da gre za fotodokumentacijo določenih del v nekih situacijah, kjer jih potem Ajda objavljala na Instagramu, jih daje v portfolio in tako dalje. Hkrati smo se pa tudi zavedali, oziroma smo se mogli ob tem vprašati nekako to, kje tukaj se zdaj to delo zgodi. A je to objekt, a je to slika, a je to postavitev v tem okolju, ali pa je to zdaj fotografija, to se pravi fotodokumentacija. In seveda pri prvi razstavi smo delali znotraj tega, kar smo imeli. Smo pa začeli razmišljati v tem smislu, da je za preizkusiti dve različne možnosti. Ena je seveda bolj galerijska, likovna, kar smo letos izvedli pri razstavi Čutna mreža. Se je pa v to razstavo Čutna mreža tudi že tekom procesa, ko smo se z Ajdo pogovarjali, to se pravi moja vloga kuratorja in umetniškega vodja tukaj je, da sem tudi nek diskurzivni partner, da greva skozi proces. To je tudi nekak želja zavoda, da ne delujemo po principu prinesi in obesili bomo na steno, ampak da gre za nek razmislek o procesu, za nek razmislek o tem, kako bi bilo določeno delo najboljše izvesti. In ker Ajda zelo veliko počne z okoljem, recimo hoja je esencialni del njene prakse, kako stopa v stik z okoljem in se na ta način potem tudi inspirira. Sva v dialogu nekako prišla do tega, da bi bilo mogoče pa zanimivo narediti neke vrste dnevnik oziroma mogoče neke vrste načrt, kako pa bi se to delo prestavilo v dejansko okolje oziroma nek dejanski prostor. In iz te strani se je začela neka vrsta umetniška raziskava, to se pravi, kako se spoznati z okoljem, kako to okolje deluje, tudi katero okolje izbrati. Ni bila lokacija fiksna, to se pravi, v izhodišču nismo pravzaprav vedeli, da se bo to zgodilo zraven Šentvida pri Stični, pa se je tekom procesa potem to zoblikovalo, da je mogoče ta lokacija najboljša, zaradi tega, ker jo Ajda tudi zelo dobro pozna, oziroma ker znotraj tega prostora tudi deluje. Seveda, potem, ko se je enkrat šlo v prostor, je zelo velika razlika to, da neko razstavišče oziroma galerija ima zamejene stene, ima zamejeno površino, ima neke kontrolirane pogoje. Tukaj pa je bilo pravzaprav že prvo vprašanje, kjer se sploh delo začne in kje se konča. A je delo vezano na prostor, je bolj vezano na čas, do katere mere je pravzaprav samo delo odvisno od različnih obiskovalcev, v katerega vstopajo. In kar se Ajde tiče, so zelo pomembna pravzaprav neka zavezništva z drugimi nečloveškimi oblikami življenja, ki jih lahko uporabi znotraj svojega dela, seveda na način, da imajo tudi oni neko korist oziroma da gre za neko zajemen odnos, za neke procese, v katere se različne entitete vključujejo. Mislim, da v končni izvedbi se je predvsem izkazalo to, da je treba ugotoviti neko koreografijo. To se pravi, če nimaš definiranega prostora, ki nima nekih svojih sten, nekih jasnih meja, postane zelo pomemben del, kako se gibati skozi prostor. Tako da tudi za mene kot kurator je bila tukaj zanimiva izkušnja ravno v tem, da ne razmišljaš razstavo skozi tloris ali pa skozi oblikovanje luči, ampak probaš misliti razstavo skozi gibanje, skozi neko pot, skozi proces
in mogoče skozi načine, kako se lahko obiskovalci vključijo in sodelujo pri tej razstavi. In tukaj se zgodijo tudi momenti, ki smo že prej omenili, ko se ta nadzor nekako izgubi, moraš pa delati potem s tem živim materialom, ki se spreminja, ki nastaja. Ne? Tako da bi rekel, da se moja vloga tukaj spremeni iz nekoga, ki ponavadi načrtuje, kakšna je velikost razstave, koliko del, katera dela, in se je preoblikovala predvsem to, kako se pogovarjati o tem, kako bo potekala razstava, kje začeti razstavo, kam jo pripeljati. In na vse zadnje je zelo veliko enih razmislekov šlo tudi v smeri tega, kako dokumentirati to delo, ki je sicer fizično, ampak za razumevanje tega dela je pa ravno pomembna ta temporalnost, to trajanje, proces, spreminjanje, razkrajanje teh posameznih objektov. Ok, hvala. Moj komentar bi bil samo, da gre pravzaprav potem v neki vrsti za neko osebo, oziroma v tem primeru tebe, ki povezuješ to, imaš neko to vlogo, ne zares mediatorja, jaz mislim, da temu ne bi rekla tako, ampak nek umestni člen med umetnico, okoljem in obiskovalci. Torej, ta v bistvu kurator ni več kot nekdo, ki to dirigira oziroma nekako narekuje ali pa pač ima neko idejo, ampak pusti, da se to izpelje malo drugače. Ja, lahko bi šla po mojem tudi v tej smeri. Imeli smo neko izhodiščno idejo, potem je pa zelo veliko vprašanje, kako to idejo predstaviti javnosti, kako jo komunicirati javnosti. Javnosti, ki ne pozna lokacije, naprimer tega razstavnega prostora oziroma tega prostora, kjer se zgodi umetniško delo. Znotraj galerije imamo neke kode, ki jih vsi preberemo, vsi vidimo, naziv razstavnega prostora, pa imamo razstavno besedilo, pa imamo naslov razstave, pa imamo avtorico, pa je to neka določena lokacija, pa so neki podnapisi, včasih celo podnapisi zraven posameznih umetniških del. V sklopu tega projekta, to se pravi Vsiljivci oziroma Trespassers, se je tudi pojavilo vprašanje, kaj točno je delo. A je to delo nek košček micelija, kaj tam? A je to delo nek košček sladkorja, ki je umeščen v prostor? Gre tukaj pravzaprav za hojo, za sprehod? A je to umetniško delo? Ampak teh kosov, teh elementov znotraj same postavitve je bilo zelo veliko in tekom pogovorom smo v bistvu začeli razmišljati, da to je eno delo. To ni en košček, pa drug košček, pa tretji košček, nek glina, mejni steber, ki je nekam postavljen, pa tako dalje. Ampak da gre v bistvu za eno delo, ki še zmeraj traja, ki se še zmeraj razvija, dokler ga okolje samo ne absorbira do konca. Jaz bi se zdaj v bistvu malo navezal ravno na to lokacijo te umetniške instalacije oziroma tega performansa. Kot je že Adrian omenil, je to praktično pri tebi doma. Ni čisto zares, ampak zelo blizu. In tega dogodka se je udeležila le peščica, ki pa jim prostor ni neznan, ne domač, ne nič. Jasno pa je bilo, da si ti v tem prostoru domača in da ga v bistvu zelo dobro poznaš in ga v bistvu tudi dnevno obiskuješ. Vsaj iz mojih pogovorov sva se pogovarjala, da poznaš pač vsak grm skoraj. Kljub vsemu pa delo in svojo prisotnost, če lahko vzamem kar naslov tvoje razstave oziroma tvojega dela, se jemlješ kot vsiljivec in tudi delo. Zdaj, po nekem izumu civilizacije in vselitve v vasi in mesta smo se nekako oddaljili od narave, kljub temu pa je to še vedno naš dom, v resnici. Mislim, izviramo in prebivamo v naravi, tudi če se jo nekako prikrojimo. V bistvu sprašujem se torej nekako, zakaj kljub vsemu smatraš samo sebe tukaj kot nekega zunanjega akterja v navednicah tvojem gozdu. In kako pravzaprav naslavljaš to dvojnost tega, da je nekako tvoja lokacija, hkrati pa tudi ni, ne? Ja, ta prostor mi je zelo domač, ampak v resnici to ni moj gozd in je v lasti nekoga drugega. Tako da naslov Vsiljivci je na nek način neka provokacija. Razmišljala sem o tem, kaj sploh pomeni biti doma v prostoru, ki je zamejen, razdeljen, popisan in pač vpisan v kataster. Med raziskovanjem sem imela konstanten občutek, da bom s postavitvijo na nek način prečkala mejo ali pa pač posegla v nek prostor, ki formalno pripada nekomu drugemu. Ta občutek se mi zdi, da je postal legitimen, ko nas je v postavljanju ujel nek lokalen lovec. Hkrati sem se pa odločila, da ne bom poiskala lastnika te lokacije in ga
prosila za dovoljenje, ker ja, definitivno gre za prostor, ki je naš skupni habitat. Postopoma smo ga potisnili v kategorijo narave, nečesa, kar je zunaj nas, divje ali pa necivilizirano. Tako da to se mi zdi zanimiva dvojnost. Človek se v svojem primarnem okolju se zlahka počuti kot tujec, čeprav bi moral biti del njega. Delo zato poskuša to napetost odpreti, namesto da bi bilo poseg, želi biti nek prostor srečanja. Tako da gre za vprašanje, kako se iz vsiljivca lahko prelevimo v nekoga, ki skrbi, sodeluje in dopušča, da prostor tudi sam vpliva nazaj. V tem smislu me pa zanima, kako lahko človek obstaja v svetu brez neke potrebe po nadzoru ali pa dominaciji in kako se umetnost lahko zgodi kot odnos namesto kot posedovanje. Ja, se strinjam, da s tem komentarjem, da je pač to zapisano v katastr nekoga drugega. Večina gozdov je ponovadi, ki jih obiskujemo, zapisana nekomu drugemu. Redko kdaj obiskujemo gozdove, ki so naši. Okay. Ampak a nimamo v resnici, če sem tukaj odskočim, zelo velik površin, ki so v lasti države? Ne vem, koliko gozdov je državnih. Okay. Moče bi mogli pogledati. Ja, jaz sem v bistvu raziskovala tudi na začetku tega projekta, če bi obstajal nek delček, nek glič, pač v teh katastrih, ki so pač neke parcele, so ful zanimivih oblik. Ja, če obstaja nek del zemlje, ki mogoče nima lastnika, ampak ne, mislim, mogoče, ne vem, rabila bi nek, generator, ki bi mi lahko najdel neke take površine, ampak ja, tisto, kar ni razdeljeno, je večinoma državno. Tako da mislim, da Kočevski pragost je cel državni. Ja, jaz bi predvsem to rekel, da te površine so vse, če ne drugega, klasificirane in so kar natančno popisane. Jaz sem to tudi v preteklosti znotraj projekta Atlas Slovenija umetnika Mihe Turšiča dosti raziskoval, oziroma je bolj on raziskoval, jaz pa sem bil kuratorsko prisoten, kar je tudi eden izmed podcastov, ki ga lahko poslušate na Kritiškem posladku. Je pa zanimiv v bistvu ta del, da so včasih te klasifikacije bile še bolj natančne, ker je od tega bilo tudi odvisno, koliko so bili recimo kmeti obdavčeni in tako naprej. Jaz se tukaj še nekaj drugega sprašujem, če smo že načeli to temo gozdov in dostopa do gozdov. Jaz ne vem, kako imamo to mi pravzaprav pri nas sploh urejeno. Mogoče noben od nas, ne vem, mogoče pa kdo ve, pa me lahko razsvetli. Kako je z dostopnostjo gozdja? Ne? Recimo na nordijske države, vem, da imajo ful neke odprte pogoje v bistvu gozdov, ima vsak pravico do gozda nekako. To je zelo neka taka esencialna stvar za njih. Se sprašujem, kako je pri nas nekaj načeloma, glede na to, da smo taki veliki gobari in lovci in ne vem kaj vse živo. Smo pogosti obiskovalci gozdov kot narod. Se sprašujem, če imamo tudi mi kakšno tako ureditev, ker sklepam, da ne moreš ti gozda zapreti za tuje obiskovalce. Ne, mislim, da ni dovoljeno. Meni se zdi bolj ta občutek, ne vem, s tem lovcem se mi je zdaj tako hecen, nikoli nisem srečala zares skoraj nikogar na tej lokaciji in ko smo prišli na lokacijo in postavili škatle na tla, nas je tako en glas iz ozadja naslovil in je bilo tako kar malo, ne vem, jaz sem dobila občutek, da je bil malo gospodaren. Pač ni bil čist. Nesuveren. Ja. Tako jaz sem časa opazoval, to je bil tak zelo čuden občutek, kot da smo mi bili tam neka žival in je on. Mogoče je gospod namesto tistih lisic, ki jih je iskal. Lisic ali lisičk? Mislim, da so bile, ne, živali, lisice. Ja, zelo ga je zanimalo, kaj počnemo in bi rekel, da je bil kar malo sumničav do našega početja. Čeprav so te intervencije bile zelo mehne, zelo nedolžne, v bistvu smo mi na nek način začeli postavljati te kose micelija pa gline na svoje mesto. Je pa bilo kar malo strašljivo, bi človek rekel, kot je tam nekdo iz ozadja, iz grmičevja in dreves opazuje z neko lovsko puško. Jaz sem v bistvu še en pomislek, glede na to, da nas je bilo pač res malo na tej razstavi. Sklepam, da je pač težko organizirati tako zadevo za več ljudi. Kaj to pomeni, da
imaš le peščico ljudi, ki si lahko delo ogleda. Kako to sploh razumeti? To je bil nekako moj pogoj, ampak čisto zaradi praktičnih razlogov. Jaz zaradi tega, ker pač zaradi občutljivosti kraja, pa tudi zaradi tega, ker sem nekako gostila na svojem domu, tako da sem hotela imeti vsaj neko obvladljivo številko. Kaj pa ponovljivost potem, recimo? Da bi recimo ponovila večkrat v enem mesecu? To bi se lahko zgodilo. O tem smo razmišljali, ampak se pa ni zgodilo. Se mi zdi, da še vedno pač bi lahko... Da razstava še traja, v resnici. Ni tako, da... Ja. Lahko si jo greste ogledati. Ja, Si to lahko- hotel povedati, Ja, Adrijan? absolutno. Pa tako, lokacija je tajna. Lokacija neznana. Ne, lahko me sam kontaktirate in si bom vzela čas in vas popeljem do lokacije, da se ne bo kdo zgubil. Jaz bi sicer rekel tako, da če upoštevamo naravo dogodka, je bilo kar nekaj udeležencev, sploh če štejemo še ekipo zraven, okrog slabih 20 nas je bilo. Ne? Ja, ampak Okej, če pomisliš neko galerijski prostor sredi Ljubljane, ki je lahko malo obljuden, pa traja recimo razstava 2 meseca, je možnost obiskanja te razstave dosti bolj enostaven in dosti bolj verjeten. Je pa cilj ravno tukaj predstaviti ta format, razstavni format v neko okolje, kjer ponavadi tega ni. Ne? In se mi zdijo to poskusi, ki jih moramo mogoče v prihodnje celo malo bolj raziskati. Zagotovo pa je en velik del teh prizadevanj vezan bil tudi na to, da smo postavili mehanizme dokumentiranja. Eno je sodelovanje s fotografinjo Izo Štrumbel-Oblak in z Oskarjem Kandare, ki je posnel video in ga bomo v kratkem zdaj tudi objavili na socialnih mrežah. Ne, se ni bilo kot komentar, da bi bilo to kaj narobe. Bilo sam stvar, da tudi to je nek premislek, kaj to pomeni potem za delo, sploh če govorimo o delu, kakao obstaja tam res zdaj do nadaljnega, verjetno ga ne boš podirala, se bo podarilo samo. Ja, jaz se že podira samo, pa tudi gobe rastejo iz nekaterih objektov, sladkorja ni več, ker so ga pojedle ose, se mi zdi. Mravlje tudi verjetno. Pa Tudi mravlje, ja, tudi mravlje. Postavitvi dodajaš še kaj? Ja, v bistvu nisem še, ampak sem razmišljala, da bi mogoče na vsak obisk dodala malo sladkorja. Malo nahrane lokalno favno. Ja, da se bo kaj dogajalo, mogoče. Mislim, se po mojem, da se zdaj sem nastavila tudi neke kamere za timelapse, pa sem si sposodila tudi eno lovsko kamero, tako da Aha, da loviš bo živali. da malo dobim občutek, kaj se dogaja, ker pač ne povedati. moram biti skozi tam, a ne. Boš povedala, koliko jazbecov je tam. Bom. Jaz bi pa celo malo zasukal vprašanje proti Jerneju. In sicer, kako je bilo pa tvoje doživljanje? Zapravo, ti si bil tudi eden izmed obiskovalcev. Vedeli smo sicer, da bomo na neki točki snemali podcast, ampak kakšna je pa tvoja izkušnja? Kakšno si imel ti pravzaprav nalogo v tem prostoru? Najprej bi razdelil celo izkušnjo na 2 kosa, na umetniški del in na cel paket. Ker se mi zdi, da je cel paket tudi igral neko vlogo k izkušnji in tako dalje. Ampak, če se damo... Kje se pol sploh začne ta umetniški del? Sorry. Ja, tako kot se je začel teatralno, ko smo se zbrali tam na začetku poti in ko smo tam si potem lahko izbrali te predmete in se potem sprehodili proti cilju oziroma destinaciji. Zdaj, po eni strani naj bi bila pot tudi cilj. Ja, jaz sem dobil neko kuglo, ki je bila, mislim, da z micelija narejena in moja naloga je bila, da to kuglo oziroma to balko mečem in opazujem, kam pade in kakšno okolje tam, kamor pade in sledim temu. Zdaj, narava te krogle je bila pač taka, da je začela razpadati, tako da sem iz enega predmeta dobil najprej 2, potem 3, potem 5. Nekako sem uspel v bistvu vse skupaj prinesti do konca, kljub temu, da se je skozi manjšala. Vmes mi skoraj zginil en kos, ker se mi je skril med vejevje. Ja, ne vem, jaz tudi ponavadi, ko grem v gost, opazujem, če ne drugega, ker iščem ali kakšne šparglje, ali upam, da bom najdel kakšno gobo. Ta del je meni kar domač, da je treba stvari gledati. Je pa definitivno lahko za marsikoga, ki gre v gost, samo hoditi in ne nabirati. To je zelo zanimiva izkušnja. Tudi če nabiraš, gledaš druge stvari, kot bi jih če ne gledal. Ne? Tako da to mi je bilo všeč. Potem, ko smo pa prišli v ta cilj, ta krater, se pa začne to drugo raziskovanje. V bistvu, eno je raziskovanje, kaj je tam že bilo, kakšna je ta postavitev, iskanje vseh teh
elementov, ki so itak tako podobni, da ne veš, a je res, a ni, a si videl vse, ker so pač mimetični. Ne? Potem je pa tudi najti primerno mesto, da tisti konc mojega vložka v delo pravzaprav najde to končno domovanje. Zakaj ga bi dal tam, zakaj tako. Zanimivo je, ker ko to počneš, razmišljaš, kam bojo pa ostali dali, pa zakaj bojo dali tam, pa kakšno delo bo, in pol se tudi nekako zdi, da si mogoče več dal temu delu kot drugim, ki jih priješ gledati v galerijo. Izkušnja kot širša zadeva z pogostitvijo, z prijetnim vzdušjem, z obiskom vseh živali in tako dalje, pa sploh to, da priješ tako nekam izven Ljubljane, nekam na vas, je čist nekaj drugega. Plus, zdaj še to se moram spomniti, da si nam povedala, kje nabirati robide. A ste šla nabirati? Jaz jih namreč nisem šla in žalujem. Že med samo hojo smo se obdregali med mnoge robide, ampak ker pač Ajda pozna to lokacijo in sva se vmes še malo zaklepetala, mi je rekla, ja, lej tam na jasi, malo kasneje jih bo še. Ne, tudi to je bilo zanimivo, ker sem se potem malo pogovarjala o sami lokaciji, o gozdu in o tvojem poznavanju okolja. Tudi zato mi je potem bilo zanimivo in porajalo se to vprašanje, pravzaprav zakaj se imaš za tujo osebo v tistem gozdu. Ker očitno moja izkušnja v gozdu je bila tako, jaz tako nič ne poznam. Ne vem, ne poti kakšne so, ne kakšni so grebeni, nekje je kaj. Ti pa praktično si mi znala povedati za vsak grm robide na poti. Ja, ampak tisti grm je res velik grm, tako da. Kakšna se ti pa zdela razlika, zlasti če govoriva o temu logbooku, dnevniku, temu načrtu, ki je bil predstavljen v prostoru 2x32 in potem temu prenosu v dejansko okolje. Kako je to potekalo oziroma kako se ti to zdelo čisto v smislu neke raziskave, neke priprave in potem na koncu dejanske izvedbe? Ja, v bistvu sem ugotovila že v fazi tega logbooka, da nekako ne bom mogla nadzirati vseh dejavnikov pa vseh faktorjev. In mi je bilo bolj zanimivo tudi, kako se stvari, ki jih nekako planiraš, lahko odvijajo v čist drugo smer, ki si zastavil. Se mi zdi, da je bila zelo zanimiva izkušnja. Po drugi strani pa mi je nekako zabavno to, kako v bistvu, ko prideš v dejansko okolje, ne moreš pričakovati, da boš pač ohranjal nek nadzor, ki ga lahko ohranjaš na papirju. Že svetloba se spreminja, če greva na take čisto minimalne stvari. Jaz bi v bistvu še eno stvar, v bistvu Krobava je vprašal. In to je pač to razmerje institucija, ne institucija. Zdaj, rekli smo, da se da teoretično in če pogledati to razstavo, to je pač trajanje te dotične razstave. Rekli smo, da bi teoretično lahko bilo tudi več voden, če bi se odločili za to. Zdaj, če recimo se to tudi, ne vem, ponovi čez eno leto na drugi lokaciji. Ti si pa omenil, Adrian, tudi dokumentacijo dogodka. Zdaj, ta stvar, recimo, da se postavimo neko hipotetično čez 5 ali 10-letno obdobje, kjer bi, ne vem, Ajda imela neko mogoče pregledno razstavo ali pa neko razstavo, kjer bi želela predstaviti tudi druga dela, ki jih je naredila v svojem življenju, ne samo tisto, kar bo v tistem obdobju. In zdaj pridemo do tega, da bi ti rada razstavljala to delo še enkrat, ampak v institucionalnih okvirih. A je zdaj to smiselno zate, recimo, pa tudi kako ti gledaš na to, Adrian, da se potem v bistvu to dokumentacijo predstavlja kot to delo, ali je to samo nek arhivska vrednost še? Jaz bi mogoče so drugače zapeljal stvar in bi obrnil v smislu tega, kaj je ta izdelek, ki se tukaj predstavlja. In moj pogled, ki upam, da ga bomo zdaj še raziskovali in da se bova po projektu dobila na kakšni kavi in kakšno rekla, je v bistvu to, da jaz vidim kot največji rezultat tega pravzaprav res neko metodologijo. Jaz si predstavljam, da je za Ajdo veliko potenciala, da gre s tem načinom, naprimer na neko umetniško rezidenco, da se spozna z nekim drugim okoljem, ki ima druge lastnosti, druge zakonitosti, ga sondira, ugotovi, kaj so specifike tega okolja, mogoče
se znotraj tega vzpostavi tudi nek privilegij, ki ga danes slabo izkoriščamo. In to je to, da se spoznamo s tem, kar nas obdaja na neki zelo osebni, intimni ravni. Stvari gledamo oddelč, gledamo satelitske posnetke, imamo navigacijo in tako naprej. Tukaj pa se mi zdi zanimiva ravno ta bližina, kaj se dogaja znotraj neke specifične situacije, znotraj nekega prav določenega okolja, zakaj je ta zgrajen na tak način. In jaz mislim, da tukaj je večji produkt kot to, da zadeva nastane kot objekt in potem ta objekt se postopoma razkraja in se zraven ustvari dokumentacija, ki je po mojem mnenju sicer izredno pomembna, izredno dragocena. Tudi zato, da se stvar uspe na nek način zapisati, da se je ta dogodek zgodil. Se mi zdi v bistvu bolj zanimiva ponovljivost tega. Ne v tem dobesednem smislu imamo zdaj točno ta en in isti objekt, ampak ponovljivost v smislu tega, da so tukaj neka navodila, da so neki načini postopanja in da se to lahko zgodi v nekem drugem kontekstu, ampak s podobno miselnostjo. Zraven pa lahko pridejo nova spoznanja, novi rezultati, ki so pa tudi drugačni od te postavitve, ki je tukaj. Pa bom še malo bolj oster, kar se tega tiče. Realističen, dajmo reči. Recimo, da ne vem, kdaj ti obnavljaš tvoj status, če ga imaš, recimo kot samozaposlena v kulturi, ampak prelej se to zgodi v Sloveniji in za take stvari potrebuje človek točke. En del tega je tudi, da razstavljaš v čim boljših institucionalnih okvirih. Kako se potem, jaz že lahko razumem, da imaš umetniško prakso, tudi lahko bi se cela umetniška praksa, kar se meni tiče, dogajala znotraj gozda. Pustimo stati zdaj legitimnost tega in realnost tega, ampak v okolju, v katerem smo, pač moraš zadostiti nekim drugim pogojem, kar je pač v bistvu zahteva ministrstvo in to je tudi to, da si v nekih prostorih. Kako se s tem soočati? Kljub temu, da bi recimo si želela mogoče res delati izven institucionalnega. Ne? A bi potem za voljo tega, da lahko zadostiš, prenesla raje dokumentacijo v prostor, ali se ti zdi bolj vredno potem mogoče delati na drug način za institucijo? Dobro vprašanje. Meni se ne zdi po eni strani napačno razstaviti dokumentacijo projekta, ampak ne vem, se mi zdi, da je tukaj pri takih projektih bolj pomemben ta proces pa izkušnja, ki se mi zdi, da jo težko predstaviš skozi neko dokumentacijo. Tako da ne vem, zares nisem še razmišljala o tem, kako bi. Jaz mislim, da mečkam to, kar govoriš zdaj, je vezano na to, kaj je fundamentalna razlika med tem, kar smo mi doživeli na tem dogodku in tem, kar je razvidno iz dokumentacije. In v bistvu to je prav zares to, da je bila glavna poanta tega, da stopiš korak bližje. Dokumentacija je absolutno pomembna, ampak se mi zdi, da pa zgubi neko poanto ali pa neko srednji del ajdinga raziskovanja. To je pa ta živost. To se zgodi z vsakim performativnim dogodkom. To je nekaj, kar je treba vedno vzeti v zakup. Je, ampak pač ponovljivost. Jaz mislim, da ponovljivost tega je prej nekaj, kar bi se meni osebno zdelo to, kar je pomembno. Prej kot to, da v bistvu vzameš pač samo dokumentacijo in rečeš, to je zdaj bilo. Je pomembna, izredno, zato ker so to trenutki, ki takoj izginejo in so minljivi. Je tudi vprašanje tega, ali si želiš dokumentacijo in v tem primeru je bilo pač odločitev, da želimo to dokumentacijo, da želi to dokumentacijo kot del, ampak kot nek podaljšek dela ali kot način, kako ljudi informirati o tem, kakšna je njena praksa ali pa če pa to mogoče samo. Lahko je to pravzaprav čisto ločeno delo od tega, kar se je zgodilo. Tako da je pač, kako bo to ona fremala, je pa v bistvu vprašanje tega, kaj želi s tem naprej. Lahko pač reče, da je to nov art piece. Pa je tako, evo. To je ful se itak lahko razprede to, ne? Lahko se razprede, je pa po mojem tukaj znotraj tega tudi pač čisto vprašanje, kakšni so bili dogovori z izvajalci in tako dalje. Absolutno, ne, definitivno. Izhodiščno je bilo to delom bolj kot dokumentacija, kot pa čisto novo posebej umetniško delo. Ne, ampak jaz tukaj bolj, naslavljam to dejstvo, da ko se zgodi neka akcija, ki jo dokumentiramo, je tukaj vedno
pol vedno pridemo do tega, ne? Kaj je zdaj tukaj delo, pa kaj je zdaj arhiv, pa kaj je dokumentacija, pa kaj gre naprej kot umetniško delo, pa kaj kot samo pač nek, ne vem, nekaj, kar ostane, aj to artefakt, aj to. Ja, povej. Jaz bi sem še nekaj tle dodal, čisto pragmatičnega. Ne? Sej, ja, izkusimo delo v galeriji in ne vem kaj, in izkusimo delo zunaj in izkušnja z delom 1 na 1 je ponavadi najboljša, ampak čisto pragmatično gledano, večino del, o katerih se mi pogovarjamo, ki jih imamo v nekem našem kolektivnem pogovoru oziroma kolektivnem spominu kot dela, so dela umetnikov in umetnosti, ki jih nismo ali ne bomo nikoli videli. Tako da ta razmak med dokumentacijo in reprezentacijo dela in delom samom je tako res za performance, kot je v bistvu res tudi za slikarstvo. Da se bomo pogovarjali o Rodkotu, če nisi imel srečo, da si ga šel kam gledat ali pa da si bil na kakšni razstavi, ne moreš reči, da si doživel, kaj pomeni videti to sliko v živo. Ne? Pa se lih tako pogovarjamo o tem, pa lih tako je pomembna ta dokumentacija, pa lih tako govorimo o tem sekundarni izkušnji. Ne? Tako da tudi pri njenem delu je seveda ne bo delo tam na ogled, ne more biti, ampak lih tako se pa lahko z delom srečaš. Ne? Po mojem mnenju zlasti v prakticiranju tega dela si lahko zelo blizu. To je tudi nekaj, kar je za določena druga umetniška dela izredno pomembno. Ne to, da stvar samo vidiš reproducirano, ampak bolj v tem smislu, da razumeš, kam delo cilja. In ja, res je, naša resničnost je vse bolj medijirana. Se pa treba tukaj vsem zavedati, da nekaj je delo, nekaj so pa derivati, ki nastanejo iz tega dela. Mislim, da tukaj je neka razlika in se mi zdi, da se je dobro kljub vsemu zavedati. Vprašanje se ni ciljalo na to, a je tisto potem delo ali ne, ampak kako sploh gledati na to, da bi res to človek hotel predstavljal kot dokumentacijo, ali je to nekaj, kar bo dokumentirano samo za arhiv. Tu se mi zdi distinkcija, ne? Ker zdaj to dati nekam na arhiv, na splet, lahko tako se soča s tem, nekaj drugega pa narediti razstavo iz dokumentacije. Po mojem je tudi vprašanje, za kakšen tip razstave gre. Tukaj greš bolj nekaj zgodovinskega preglednega delati, ali je mogoče stvar tega, da gre za nek bolj aktiven pristop, kjer ne gre za to, da se je ta dogodek zgodil, ampak se gre bolj za to, kaj se dela oziroma kaj ta praksa raziskuje. Ne, ampak imaš pa tudi umetnike, ki delajo v bistvu performance za kamero in se v bistvu performance zgodi brez publike in se potem v bistvu predstavlja v galeriji samo prikaz. Sam je pa potem tukaj ena velika razlika, ki se reče intenca. Kaj je intenca? Ja, ampak zato sem tudi spraševal Ajdo, kako ona gleda na to, da dobimo malo občutek, da razumemo, a je sploh razmišljala in če je razmišljala, kako je razmišljala o tem. Da imaš kakšen komentar? Ne. No, ampak jaz sem pa imela vprašanje vezano na dokumentacijo, oziroma ne toliko na to, ampak če se ne motim, ko se je pač snimalo to, se je to posnelo brez udeležencev, obiskovalcev. Dve različni verziji. Ja, tako je. Z in brez. Ja. Tu odločitev, da se dela neki dva posnetka, torej enega, na katerem je fokus samo na samem delu, pa na sami te poti, pa potem na drugi, kjer je v bistvu bolj nekako zajeta ta občutek, kako je to potekalo. Mislim, občutek v smislu teh udeležencev, ki so bili pač nekako aktivno vpeti ne v akcijo, ampak v neko narativo. Ko se je recimo ta akcija dogajala in ko je Oskar tam hodil s to kamero, mislim, kakšen je bil, mislim, kako se vama je to zdelo, oziroma Ajda? Ker gre vseeno po neki strani za ne zelo intimno izkušnjo, ampak vseeno zelo izolirano. Ker pa če tam dogaja se neka akcija in to akcijo mi posnamemo, zanima me tako, kako si ti to doživela čisto. Meni je bilo v bistvu klej pomembno, ker pač bilo nas je 20 in bili smo v resnici kar precej narazen in mi je bilo kar v redu, mislim, se sva tudi z Oskarjem govorila, da bi posnel malo te momente, kaj ljudje delajo s temi predmeti in na kakšen način dojemajo ta navodila. Tako da čistko sam za refleksijo, pa tudi
da imam jaz malo občutek tudi, kako lahko nadgradim. Pač cel projekt, pa tudi navodila. Tako da v bistvu mi je bilo zanimivo videti te kaotične posnetke, pač ja, kaj so ljudje počeli tam v gozdu. Ker pač nisem mogla spremljati vsega, ker nas je bilo veliko in nekako ja, te mikromomenti so me zelo zanimali in jih pač ja, nisem mogla. Meni se je zanimiv predvsem ta del, ne, seveda mi, ki smo prirejali dogodek, ti kot umetnica in mi kot ekipa, smo se ukvarjali znotraj tega seveda s tem, da so stvari tekoče, da se ne zataknejo, da se kdo ne zgubi, kje začeti, kje končati, kaj povedati in tako naprej. In zagotovo tak dogodek doživljaš drugače. Nek obiskovalec ne razmišlja zraven o tem, bo ki iskreno spoti. Mi pa rabimo v bistvu tukaj spremljati tudi z vidika pač neke varnosti, da skupina ne razpade, da se ljudje ne zgubijo, da dogodek poteka, da se ne zatika in tako dalje. In imaš čisto drugi fokus pravzaprav. Tako da tudi potem, ko naenkrat gledaš to z distance na nekem posnetku, je doživljanje čist drugačno. Hvala, Ajda. Ja, hvala obema, oziroma Ajda, hvala tebi za možnost gostovanja podcasta Pri tebi doma in vpogled v proces nastajanja projekta Vsiljivci. In Adrian na drugi strani, ja, pa zahvalce moramo še za čaj, za babičin čaj, ki je zelo dober. Ni nam še povedala, kaj je noter. Jaz mislim, da je bezeg. In pa ja, da zaključimo zdaj še to zahvalo. Adrian, hvala tebi za vpogled v produkcijsko fazo oziroma proces nastajanja tega projekta. Se pa hkrati zahvaljujemo tudi vsem poslušalkam in poslušalcem za pozornost in upamo, da ste uživali v pogovoru in da nas boste spremljali tudi v prihodnje. Kaj ste MKMOL? Gre za to, da je projekt sponzoriran oziroma financiran. Dajmo še enkrat. Sofinanciran. Projekt je sofinanciran strani Ministrstva za kulturo. Cool. Še enkrat hvala Ajda, hvala Adrian, hvala Rea za sovodenje. Podcast Pod strehco lahko poslušate na YouTubeu, Spotifyju in Apple Podcast in vseh drugih možnih platformah. Veseli bomo, če se boste naročili na podcast, delili kakšno epizodo, nam poslali kak komentar, napisali kak odziv ali pa vprašanje. In najlepša hvala Emi Kobali in Urški Bajec-Košmerc za glasbeno podlago, ki ukvirja naš podcast. Bye. Ciao. Ajde. Idemo v Ljubljano. Gobe. Je bezeg. Ja, vse lipa, bezeg. Zdaj babičnih skrivnosti, no. No, ampak se lahko mogoče sem to glavnino, ta največji. Ne ujete. Pač reče samo babičin čaj, ne vem pa podrobnosti. Okay. Ampak a je babičin čaj kot brand ali je babičin čaj? Od Ajdine babice. Ja, oboje. No, se To je samo, brand. da bo jasno. Babi ima brand. Ja, pač to je njen pač OG čaj. Tako da ne se bati. Pohvalno. Je dolg recept. Mislim, že dolg časa. Zbrez. Oj. Kakšno kavo bi zbrez mleka. Ne, slišimo se drugič. Ajde, čau.